Želva in zajec. Dragi otroci, ali radi tekmujete? Današnja basen govori o zabavnem tekmovanju, ki bo pokazalo, da ni vedno vse črno-belo. In tudi to, da najhitrejši ni res vedno najhitrejši. Ste zmedeni? Poslušajte zgodbo. V gozdu sta živela želva in zajec. Nista bila sovražnika, ampak človek ne more reči, da sta se imela rada. Ampak zato ni bila kriva želva. Za njun napet odnos je bil kriv zajec, ker se je rad hvalil, kako hiter je, in dražil želvo, ker je tako počasna. Kaj je ti, želva stara? Spet zamujaš na svoj rojstni dan. Preden prideš do torte, da vpihneš svečke, ti svečke že ugasnejo. Tako je zajec dražil želvo, ki je vse delala s počasnim, zanesljivim korakom. Samo poglej, kako hiter sem jaz. Glej. Se je povsod bahal zajec s svojimi hitrimi tačkami. Komaj je čakal, da najde žrtev, ki bi ga opazovala, kako drvi. Nekega dne se je želva naveličala njegovega hvalisanja in zbadanja. Hej, malček! Je zaklicala želva. Govorila je počasi, ampak jasno in razločno. Tekmujva. Kdor prvi doseže gozd za hribom, je zmagovalec. Kaj praviš? Si za tekmo? Zajec jo je začudeno pogledal, na kar se je glasno zasmejal. Lahko tekmujem s tabo. Najpočasnejše bitje v gozdu me vpraša mene, najhitrejšega tekača v gozdu, in daleč naokrog, če lahko tekmujem. Želva je potrpežljivo žvečila slasten kos trave in čakala, da se zajec preneha norčevati. Seveda bova tekmovala. Zdi se, da se ne moreš naveličati mojega draženja, a zdaj se hočeš še osramotiti pred celim gozdom. In tako dober bom, da ti to omogočim. Se je smejal zajec. Želva in zajec sta se dogovorila, da se naslednje jutro srečata na začetku poti, ki vodi v gozd za hribom. Ko se je zdanilo na dan velike dirke, sta se dva tekača znašla na začetku proge dodobra opremljena. Športne kratke hlače in teniske, ki sta jih posebej za to priložnost izdelala najboljša gozdna mojstra, lisica in medved. Tukaj so pravila, je rekel ježek, ki ga je gozd soglasno razglasil za sodnika. Ko žolna s kljunom 6-krat kljune drevo, se tekma začne. Kdor prvi pride do drevesa v gozdu za hribom, ki je označeno z rdečo, postane prvak v gozdnem teku. Tekačem želimo prijeten tek in hitre noge. In tako se je dirka začela takoj, ko je žolna dala znak za začetek. Zajec je z mesta štartal s hitrostjo strašnega vetra, medtem pa je želva stopala svojim enakomernim počasnim korakom. Do gozda za hribom je dolga, široka pot, ampak želva je bila potrpežljiva. Zajec je veselo tekel, ustavil se je pri kakšni roži in jo povohal, ali ob potoku, da si je v odsevu ogledal in občudoval svojo lepo dlako. Potem je že nadaljeval kot blisk. Ko je bil že blizu cilja, je zagledal veličastno drevo, katerega bujna zelena krošnja je ustvarjala odlično senco. Kako čudovito bi se bilo spočiti v tej senci, je pomislil zajec. In zakaj ne? Želva je bila še zelo daleč. Ubožica, tako je počasna. Zajec je lahko sproščeno zadremal in tudi je. Medtem ko je zajec taval po svetu sanj, se je želva vztrajno in marljivo bližala cilju. Videla je spečega zajca, se rahlo nasmehnila in hop, že je prišla na cilj. In jež, ki je že predtem na hrbtu hitrega jelena prispel do cilja, je vzkliknil. In imamo novega prvaka v gozdnem teku. In to je... želva! Takrat se je zajec zbudil iz spanca. Kaj? Kako je želva prvak? Kaj govori jež? Pomel si je zaspančke iz oči, hitro stopil do drevesa za hribom in tam je imel kaj za videti. Gozdne živali, ki nosijo želvo na hrbtu kot zmagovalko. Ja, zajček? Mu je rekla želva, ko ga je zagledala.
Medtem, ko si ti spal, ker si preveč zaupal svojim hitrim nogam, sem te jaz prehitela. Naj ti bo to v poduk, da ne boš preveč vihral, saj se vztrajnost in trud obrestujeta. Zajec je ob tem postal žalosten, pokril se je s svojimi velikimi ušesi in priznal. Čisto zares je želva zmagovalka. In res se moram še veliko naučiti. Ali zdaj razumete, dragi otroci? Bahači, ki so prepričani v svojo hitrost in moč, lahko potegnejo krajši konec, ko se soočijo s pridnimi, pametnimi in vztrajnimi nasprotniki. Zato se ne prenaglite pri presoji ljudi in ne hitite, ko želite nekaj doseči. Bodite modri kot jaz. Ali kot želva iz te basni.